Hvala, Eva, za uvodne besede in hvala tudi Jani, ki je danes nažalost ni tukaj, da je omogočila, da lahko danes v tako prijetnem vzdušju Mestnega muzeja Ljubljana delim svoje ideje. Lepo pozdravljeni vsem skupaj. Moje ime je Jaša Černe. Sem asistent in raziskovalec na Centru za kognitivno znanost Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. In v sklopu svojega dela sodelujem tako pri koordinacijskih kot pri pedagoških aktivnostih magistrskega študijskega programa Kognitivna znanost in pri raziskovalnih aktivnostih Laboratorija za empirično fenomenologijo. Kot raziskovalca me zanimajo predvsem doživljajski, fenomenološki, torej vedenjski in fiziološki vidiki spominjanja, skupinskih dinamik in alternativnih stanj zavesti. Pri tem pa združujem metode nevrofenomenologije, kvalitativnega raziskovanja in prvoosebnega raziskovanja. Zdaj, nekaj let nazaj sem tudi jaz zaključil magistrski študijski program Kognitivna znanost in v sklopu magistrskega dela, ki sem ga opravljal pod mentorstvom profesorja Urbana Kordeša, sem raziskoval spominjanje oziroma natančneje doživljanje spominjanja, doživljanje verodostojnega in lažnega spominjanja. To raziskovanje se ni zaključilo z koncem mojega magistrskega dela, ampak poteka še danes. Tako da bo današnja predstavitev opisala raziskovalno pot, ki še ni končana, in rezultate, ki še niso dokončni. Naj še povem, da je tokrat prvič, da tako dolgo, se pravi približno 1 uro, da bom govoril pred kamero, tako da kljub temu, da raziskujem spomin, moj spomin ni vrhunski, sploh če se zaveda, da ga snema kamera, in če bo tekom predstavitve vzniknil kak lažni spomin, vzemite to kot živo demonstracijo teme, s katero se danes ukvarjamo. Okej. Za začetek bi vas povabil k premisleku o tem, kaj je v bistvu spomin, kaj nam spomin omogoča, kaj so tiste stvari, ki jih lahko delamo zaradi tega, ker imamo spomin. Zaradi spomina smo danes tukaj, ker nismo pozabili na ta dogodek. Zaradi spomina smo oblečeni deževnemu vremenu primerno. Zaradi spomina lahko jaz govorim in vi me poslušate in razumete. In zaradi spomina boste z te predstavitve odšli bogatejši za eno izkušnjo. Kar pa je zanimivo, pa je to, da se pomembnosti, dragocenosti spomina običajno zavemo šele takrat, ko gre nekaj narobe. Verjetno se lahko vsak izmed vas hitro spomni kakšnega primera, ampak da naredimo to temo še bolj živo, bi vas povabil, da vzamete svoje telefone in skupaj naredimo en spominski test. Ne se bati, gre za precej enostaven test in nobenega ne bom izpostavljal. Opala. Sem pa mogoče jaz eno zmedico naredil. Se opravičujem, mislim, da je prišlo do ene napake v mojih slajdih. Torej, prosim bi vas, da na telefonih zaženete spletno stran slido.com, če lahko in če želite, seveda, in da vanjo vpišete kodo, ki vam jo bom takoj prikazal. Evo. Torej, kodo, ki jo vpišete, je
tale, 0, 2, 6, 3, 1, 8, 0. slido.com, slido.com. Aha, vidimo, da se prvi že prijavljajo. Koda je vidna tam zgoraj na vrhu, 0, 2, 6, 3, 1, 8, 0. Zdaj, medtem ko se še ostali prijavljate, vam na kratko samo predstavim, kako bo ta test izgledal. Poslušali boste en kratek zvočni posnetek, ki se bo začel z piskom in končal s piskom, vmes pa bo ženski glas povedal 15 različnih besed. Vaša naloga je samo, da pozorno poslušate in da po koncu odgovorite na nekaj vprašanj. Vprašanja bodo povezana s tem, katere besede so bile na tem seznamu. In ko odgovarjate, odgovarjajte čim bolj gotovo, se pravi ne ugibati. Ok, mislim, da nas je, da smo večina, še enkrat kodo, 0, 2, 6, 3, 1, 8, 0. Ok, večina mislim, da vas je sedaj noter, 16 se vas je prijavilo. Tako da predlagam, da kar začnemo. Ok, zdaj bom predvajal zvočni posnetek. Postelja, sanje, počitek, mir, užitek, udobje, premalo, utrujenost, bedenje, ležanje, umiritev, insomnija, smrčanje, odmor, jutro. Ok, gremo na test. Na telefonih se vam bo zdaj prikazalo prvo vprašanje. In prvo vprašanje je, ali je bila beseda užitek na seznamu. Ok, še kdo ni odgovoril? V redu, mislim, da večina vas je odgovorila. Vidimo, da ste precej uniformno odgovorili z da. Užitek, beseda užitek je bila na seznamu. Preverimo še rezultate. Drži, beseda užitek je bila na seznamu. Čestitam. Gremo na naslednje vprašanje. Ali je bila beseda stol na seznamu? In bom zdaj za sekundo zakril ta zaslon, da ne bomo v živo spremljali odgovorov. Ok. Spet zelo uniformno. Odgovorili ste, da beseda stol ni bila na seznamu in spet ste odgovorili pravilno. Gremo na naslednje vprašanje. Ali je bila beseda spanje na seznamu? Ok, mislim, da ste vsi odgovorili.
No, vidimo, da so rezultati pri tej besedi nekoliko manj uniformni kot pri prejšnjih dveh besedah. Da vidimo pravilen rezultat. Beseda spanje ni bila na seznamu. Večina vas je odgovorila, se pravi 58% vas je odgovorilo, da je bila beseda spanje na seznamu. In če ste odgovarjali z resnostjo in če ste bili prepričani v to, da ste besedo slišali na seznamu, potem ste pravkar ustvarili lažen spomin in lažen spomin na tak način, kot sem jih raziskoval v svoji magistrski nalogi. Torej, danes se ne bomo ukvarjali z primeri, ko se nečesa ne spomnimo. Ne bomo se ukvarjali s pozabljanjem. Danes se bomo ukvarjali s primeri, ko se spomnimo, ampak se spomnimo nečesa, spomnimo se dogodka, vsebine, ki se ni zgodila. To so lažni spomini. Ok, gremo naprej. Torej, lažni spomini so spomini na dogodke, ki se niso zgodili ali pa so se zgodili drugače, kot se jih spomnimo. Vsak izmed vas se morda lahko spomni kakšnega primera, ko je bil prepričan, da je, kaj pa vem, zjutraj obesil perilo, preden je šel v službo, in ko je prišel iz službe, je ugotovil, da perila ni obesil, ali pa kaj podobnega. Lažni spomini tako niso nujni, ali pa lahko se recimo vzamemo za primer lažni spomin, ki ste ga pravkar naredili na besedo spanje. Lažni spomini niso nujno škodljivi, niso nujno spomini z škodljivimi posledicami, ampak so lahko precej benigni. Če se ne spomnimo besede, ki je bila predstavljena na seznamu, to še ne pomeni, da bomo zaradi tega kakorkoli trpeli. Ampak vseeno je lažne spomine smiselno raziskovati bolj podrobno. Obstajata vsaj dva pomembna razloga za to. Prvi razlog je, da delovanje spomina, ko gre nekaj narobe, pomembno informira delovanje spomina kot takšnega. Recimo, spomin si mnogi predstavljajo kot, da deluje na način, kot deluje videokamera. Videokamera zajame sliko in ta slika je enaka vedno, ko jo pogledamo. Spomin ne deluje tako in to podpirajo številne raziskave lažnih spominov. Spomin deluje tako, da je vsakič, ko se spomnimo nekega dogodka, ta dogodek zmeraj nekoliko drugačen. Zmeraj je pod vplivom trenutnega počutja, trenutnih čustev, trenutnih pričakovanj in znanja, ki ga imamo. Nikoli ne gre za popolno reprezentacijo preteklosti. Torej, spomin, človeški spomin ni enak videokameri in ni enak eksaktnemu računalniškemu spominu, pač pa je veliko bolj kreativen. Drug razlog, zakaj je smiselno raziskovati lažne spomine, izhaja iz družbeno zelo populariziranih primerov in zelo škodljivih primerov, kot so recimo v 90-ih letih se je zvrstilo primerov, ko so ljudje s svojimi psihoterapevti v psihoterapevtski obravnavi odkrivali spomine na dogodke, ki so bili travmatični, se pravi na dogodke iz otroštva, ko naj bi doživeli neke travmatične stvari, kot so recimo zloraba. Zaradi tega je bilo mnogo ljudi obsojenih, zaradi tega je bilo mnogo družin razdrtih in vsaj nekateri izmed teh primerov so se kasneje izkazali za neresnične, prste so imeli vmes lažni spomini. Na tem slajdu vidite še dve spletni strani, in sicer tukaj National Registry of Exonerations in Innocence Project. Te dve spletni strani vodita register vseh
ljudi, ki so bili obsojeni zaradi napačnega pričevanja očividcev. Nekdo je rekel, da je videl na kraju zločina osebo, ki je zares ni videl. In ti ljudje so bili, ta register vodi ne osebe, ki so bile obsojene, ampak osebe, ki so bile obsojene in kasneje oproščene zaradi napačnega pričevanja očividcev v luči novih dokazov, kot so recimo testi z DNK. Tako da vsaj zaradi teh dveh razlogov je smiselno raziskovati lažne spomine in da bi lahko bolje razumeli delovanje spomina, da bi lahko zmanjšali negativne škodljive posledice, ki jih lahko imajo lažni spomini, je potrebno ugotoviti način, kako z zanesljivostjo določiti, ali je nek spomin verodostojen ali lažen. Elizabeth Loftus, ki je ena izmed vodilnih raziskovalk na tem področju, meni, da je to eden največjih izzivov raziskovanja človeškega spomina. Kljub temu, da se je v zadnjih desetletjih zvrstilo na tisoče raziskav o lažnih spominih, ki fenomen raziskujejo na fenomenološkem, vedenskem in fiziološkem nivoju, pa do danes nismo uspeli priti do zanesljivega odgovora na to vprašanje, do zanesljivih načinov, kako prepoznati lažne in verodostojne spomine. Zdaj, en očiten razlog, zakaj je temu morda tako, je zato, ker so lažni in verodostojni spomini pač preveč podobni. Tudi lažni spomini so lahko včasih, in to kažejo raziskave, precej živi, precej močni, precej barviti, precej čustveni in zelo podobni verodostojnim spominom. Ampak obstajajo tudi drugi razlogi, zakaj tega še nismo uspeli narediti. In jaz sem postavil to trditev pod vprašaj, zaradi tega, ker sem po preučevanju literature, po raziskavi obstoječih študij, ki raziskujejo ta fenomen, odkril, da obstajajo očitne metodološke pomanjkljivosti, ki morda zavirajo naše razumevanje ali pa naše odkrivanje nekih bolj zanesljivih indikatorjev lažnosti oziroma verodostojnosti. V svoji raziskavi sem se osredotočil na fenomenološki nivo. Vprašal sem se, kako je doživljati lažno spominjanje, kako je doživljati verodostojno spominjanje iz prvoosebnega vidika. Prvi korak, ki sem ga naredil, je, da sem pogledal, kaj o tem pravijo trenutne raziskave. Pogledal sem, kaj so kriteriji za lažnost, za verodostojnost in mogoče naredim tu eno kratko opombo. Ko rečem lažni spomin, tega ne smete razumeti kot, da je spomin laž. Ne nočem reči, da je zraven intenca po laganju, oziroma običajno je ni. Običajno gre za, ko raziskujemo lažne spomine, raziskujemo spomine, ki so iskreni, za katere oseba resnično misli, da so se dogodki v tem spominu zgodili. Se pravi, trenutne raziskave kažejo, da so verodostojni spomini, če jih pogledamo bolj podrobno, takšni, da vključujejo več senzoričnih, več kontekstualnih, več afektivnih informacij, da so bolj prepričljivi, bolj pomembni in bolj jasni. Po drugi strani pa kažejo, da so lažni spomini vključujejo manj vseh teh dimenzij in da vključujejo več informacij o kognitivnih procesih, ki so vključeni v konstruiranje tega lažnega spomina. Kaj je problem z temi rezultati in kaj je problem z raziskavami, ki so navrgle te rezultate? Nekaj jih bom omenil zdaj. Prvi problem, ki sem ga opazil, je, da večina raziskav
raziskuje lažne spomine v povprečju. Zberejo poročila o verodostojnih spominih, zberejo poročila o lažnih spominih in zračunajo, kaj so povprečne kakšne so ocene udeležencev na vprašanje o tem, koliko senzoričnih informacij so vključevali ti verodostojni spomini in koliko senzoričnih informacij so vključevali lažni spomini. Vse skupaj vržejo na kup, povprečijo in potem pridemo do teh rezultatov. Očiten problem z tem je, da po eni strani lahko sklepamo iz takšnih povprečij na posamezne primere, ne moremo pa biti sigurni. Vse dokler ne upoštevamo, ne raziskujemo, ne obravnavamo posameznega primera spominjanja. Drugič, večina teh rezultatov je bilo pridobljenih z vprašalniki ali pa z samoocenami, ki so omejeni iz vidika kompleksnosti, do katere se lahko dokopamo iz vidika doživljanja oziroma poglobljenih informacij o doživljanju, ki jih običajno vsak izmed nas nosi. Tretji problem je, da je večina raziskav narejenih oziroma v večini raziskav sodelujejo udeleženci, ki so neizurjeni v poročanju, raziskovanju, opazovanju svojega doživljanja. In še četrti primer oziroma problem je, da se večina raziskav osredotoča na precej statične trenutke, na spomin, kot da se je odvil v enem trenutku in da nima nobene časovne dimenzije. Za razliko od obstoječih raziskav sem jaz uporabil bolj ideografski pristop. Osredotočil sem se na posamezne primere spominjanja in uporabil tehnike empirične fenomenologije. In ne razbijajte si glave z tem, kaj to pomeni. Važno je samo to, da sem uporabil empirični pristop, kar pomeni, da sem imel v raziskavi več udeležencev, ki sem jih nekaj spraševal in da sem na podlagi teh podatkov, ki sem jih dobil, nekaj skušal povedati o vprašanju lažnosti in verodostojnosti. Fenomenološki pa je v bistvu v tem našem primeru sinonim za doživljajski. Ko govorimo o sodobnih tehnikah empirične fenomenologije, mislim bolj konkretno, da sem v svoji raziskavi uporabil poglobljen fenomenološki intervju po vzoru mikrofenomenološkega intervjuja in naključno vzorčenje, ki je inspirirano po metodi opisnega vzorčenja izkustva. Naključno vzorčenje je zgolj je tehnika, s katero zmotimo udeleženca, ko dela neko nalogo in običajno ga zmotimo z nekim zvočnim signalom in ga vprašamo, ali ga prosimo, naj poroča o svojem doživljanju, tik preden se je zgodil ta signal. V poglobljenih fenomenoloških intervjujih sem se fokusiral na opise strukture doživljanja. To pomeni, da sem udeležence vodil stran od vsega, kar ni doživljajsko. To so vedenje, opisi vedenja, opisi konteksta, kje sem bil, s kom sem bil, opisi splošnega mnenja, sklepanja, nekih predpostav, ki jih imam o svojem doživljanju, sem vidna oseba, zato sem doživljal tako, mogoče nisem. Naslednja stvar, na katero sem se fokusiral, je struktura doživljanja. In struktura za razliko od vsebine doživljanja. Struktura doživljanja je odgovor na vprašanje, kako si nekaj doživlja v določenem trenutku, vsebina doživljanja pa, kaj si doživlja v določenem trenutku. Za ponazoritev predstavljajte si dve osebi, ki vsaka poroča o enem spominu. Prva pravi: spomnim se, da sem pri 7 letih s svojimi starši šla v živalski vrt, kjer sem opazovala speče tigre in leve. Druga pa reče: spomnim se, da sem v srednji šoli
na hodniku srečala fanta, s katerim sem se kasneje poročila. Na videz gledata ta dva poročila spominov precej različna, ampak ni nujno, da je res tako, če pogledamo strukturo tega doživljanja. Struktura doživljanja oziroma strukturni opis doživljanja bi lahko izgledal nekako takole. Čutila sem vznemirjanje, ko sem se spominjala. Spomin se je prikazal v vidni obliki, v obliki 2D slike, nekako takole in približno 10 cm stran od moje glave. Na tej sliki so bile prisotne neke barve, bila je približno tako velika in precej dinamična in robovi so bili nejasni. Na sliki so bile neke silhuete, ampak ni bilo precej jasno izoblikovanih entitet, kot so levi in tigri. Je pa vse to spremljalo neko vedenje, da je šlo za ta nek specifičen spomin. Lahko bi rekli tudi, da je najprej bil prisoten le občutek za ta spomin, šele kasneje pa se je razvil v taki vidni obliki. Še zadnja stvar, v intervjuju, kot sem ponazoril s tem strukturnim opisom, sem se osredotočal na sinhrono in diahrono strukturo doživljanja. Sinhrono mislim to, da sem raziskoval doživljanje v specifičnem trenutku. Bila je neka slika, kakšna je bila ta slika, seveda, ko govorim o sliki, mislim o sliki v notranjem očesu oziroma notranjem videnju. In za diahrono strukturo mislim zaporedje nekih časovnih zaporedje doživljajskih trenutkov in faz in podfaz in tako naprej, ki jih lahko razčlenimo v neki epizodi, doživljajski epizodi spominjanja. Ok, zdaj, ko sem izbral pristop, s katerim želim raziskovati lažne spomine, sem moral izbrati še način, kako bom prišel do lažnih spominov. Zdaj, to ni tako enostavno, če želimo to delati sistematično v kontekstu raziskovanja. Obstaja ogromno primerov iz vsakdanjega življenja, mogoče ima kdo izmed vas kak dober primer, mogoče ne. Jaz sem slišal že kar nekaj takšnih primerov, ampak če želimo to raziskovati bolj sistematično, moramo najti način, kako inducirati lažne spomine v laboratoriju. In v grobem obstajata dva načina induciranja lažnih spominov. Prvi temelji na zunanji sugestiji. In primer tega so recimo študije, ki jih je opravila Loftusova, ki sem jo že prej omenil. V eni izmed študij so raziskovalci Loftusova in drugi vprašali starše udeležencev o življenju, o njihovem življenju in izbrali 3 dogodke, 3 resnične dogodke iz njihovega življenja in potem dodali še enega, ki pa je bil neresničen, ki se ni zgodil. Z udeleženci so potem o vsakem izmed teh dogodkov opravili več intervjujev. V njih so jih spraševali o podrobnostih, o raznih podrobnostih teh dogodkov in pretvarjali so se, da so vsi dogodki resnični. Neresničen dogodek za predstavo je bil, v angleščini se tej študiji reče Lost in the Mall, v slovenščini lahko rečemo izgubljen v nakupovalnem centru. Neresničen dogodek so opisali nekako takole. Pri 5 letih ste se izgubili v nakupovalnem centru, v točno določenem nakupovalnem centru. Okrog vas so bili specifični ljudje, ki so jih tudi opisali. Bili ste vznemirjeni, prestrašeni in čez nekaj časa vas je rešila starejša oseba in ste bili ponovno združeni s svojimi starši. Vidite, da gre za relativno specifičen dogodek. No in skazalo se je, da po koncu študije je kar četrtina udeležencev zaradi teh intervjujev, ki so bili sugestivni, poročalo vsaj delno, če ne v celoti, da se spomnijo tega dogodka. Takšnih študij se je tekom zadnjih
desetletij zvrstilo še in še. V eni izmed njih so uspeli udeležence prepričati v to, da so na videoposnetku videli znak za odvzem prednosti in ne stop znaka. Ali pa celo, da so se udeleženci spomnili dogodka, ki se ni zgodil, o tem, kako so se v otroštvu sprli s svojim najboljšim prijateljem, kako je ta spor prešel v fizično nasilje in kako je morala posredovati policija. Vidimo torej, da so človeški možgani, da smo ljudje, da je naš spomin precej dovzeten za neke zunanje sugestije. Ampak mene niso tako zanimali lažni spomini, ki nastanejo zaradi zunanje sugestije. Mene so zanimali spomini, ki nastanejo iz drugih razlogov. Ne zaradi zunanje sugestije, ampak zaradi, lahko bi rekli, avtosugestije. Spomini, ki nastanejo iz nas. In zakaj je to pomembno? En razlog je, da spomini, lažni spomini, ki nastanejo povsem zaradi internih ali pa pretežno zaradi internih kognitivnih mehanizmov, nam lahko pomagajo razumeti te mehanizme, pomagajo nam razumeti, kako deluje spomin, kako deluje asociativna narava in konstruktivna narava spomina. Drug razlog pa je samo, da sem bil res zelo radoveden, kako je mogoče, da lahko kar konstruiramo nekaj, kar se v resnici ni zgodilo, brez da bi nam nekdo sugeriral ta specifičen dogodek. Metoda, ki nam omogoča raziskovati takšne, lahko jim rečemo spontane lažne spomine, je paradigma Dize, Rödiger in McDermott, ali na kratko paradigma DRM. Paradigmo ste izkusili sami, malo prejle. Gre za to, da predstavimo udeležencem seznam besed, kot so recimo noč, sanje, vzglavnik, postelja, pri čemer so vse te besede povezane z enim konceptom, asociativno povezane z enim konceptom, ki na seznamu ni predstavljen. V tem primeru je bila to beseda spanje. To besedo imenujemo kritična beseda. Predstavitvi besed sledi spominski test, ki je običajno izveden na dva različna načina. Test prepoznave ali test prostega priklica. Test prepoznave ste naredili vi, test prepoznave vam sugerira besede in potem vi označite, aha, beseda je bila, ne, ni bila na seznamu. Torej, mene niso zanimali ti lažni spomini, ki nastanejo zaradi takšnih sugestij, zato sem se odločil za test priklica. Test prostega priklica pa v bistvu deluje tako, da bi vam rekel, poskusite se spomniti in poročati o vseh besedah, za katere se spomnite, da so bile predstavljene na seznamu, in ne ugibajte. Izkaže se, in to potrjujejo ogromno raziskav, in tudi naša mala raziskavica, da na spominskem testu udeleženci pogosto poročajo za besede, poročajo, da se spomnijo tudi kritičnih besed, čeprav na seznamu niso bile predstavljene. Če povzamem, v raziskavi sem uporabil empirično-fenomenološki pristop, osredotočil sem se na doživljanje oziroma strukturo doživljanja, uporabil sem poglobljene fenomenološke intervjuje in vzorčenje doživljanja in za induciranje lažnih spominov sem uporabil paradigmo DRM, pri čemer sem se osredotočil na test prostega priklica. Še nekoliko bolj tehnično, raziskovalni vprašanji, ki sta vodile moje raziskovanje, sta: kakšno je doživljanje priklica pri paradigmi DRM, neodvisno od tega, ali je spomin verodostojen ali lažen, in kako če sploh lahko razlikujemo med lažnimi in verodostojnimi spomini pri tej paradigmi. Kako sem se lotil raziskovanja? Raziskava je bila sestavljena, oziroma lahko jo razdelimo na 3 korake, pri čemer tretji korak še vedno poteka. Prva 2 koraka sta vključevala razvoj slovenske različice paradigme DRM, zato da sem lahko raziskoval lažne spomine na slovenski populaciji.
in testiranje paradigme DRM, da sem videl, če je oblikovana paradigma DRM sploh učinkovita za ta namen. Danes ne bom govoril o teh dveh korakih iz časovnih razlogov. Je pa bil pred kratkim sprejet članek, ki sva ga z svojim mentorjem, profesorjem Urbanom Kordešem, napisala za psihološko revijo Psihološka obzorja, tako da, če vas zanima več o tem, si boste kmalu lahko prebrali več o tem na njihovi spletni strani. Danes se bomo osredotočili na tretji korak, in sicer na empirično fenomenološko raziskavo priklica pri paradigmi DRM. V tej raziskavi je sodelovalo 11 udeležencev. Vsi so bili materni govorci slovenščine. Vsi so imeli izkušnje z raziskovanjem doživljanja. To je zelo pomembno, ker kot ste videli prej, sem kritiziral prejšnje raziskave, da so v raziskovanju uporabljale naivne udeležence. In vsi so imeli interes za raziskovanje doživljanja. Z vsakim udeležencem sem opravil 3 do 5 srečanj, ki so potekala takole. Mogoče je vredno omeniti še to, da so vsi 3 koraki raziskave, oziroma vse do zadnjih faz analize, da so bili izvedeni po spletu, zato ker smo raziskavo izvajali v času pandemije COVID. Torej, vsak udeleženec je na svojem računalniku reševal aplikacijo, ki ga je vodila po sledečih korakih. Najprej je prebral navodila, v katerem smo mu razložili postopek. Potem je, podobno kot vi prej, poslušal seznam besed. Potem je 2 minuti reševal matematične enačbe, da smo malo pretresli njegov delovni spomin. In sledil je priklic besed iz seznama. Zdaj, to se je nekajkrat lahko ponovilo. Potem pa se je aplikacija na psevdonaključen način, kaj mislim točno s tem, nimamo danes časa razglabljati. Želel sem edino to, da v teh srečanjih z raziskovalci pridemo do približno enakomernega števila lažnih in verodostojnih spominov. Zato niso bile te prekinitve popolnoma naključne, ampak so bile psevdonaključne. Torej, po določenem priklicanem seznamu in po določeni priklicani besedi je bil udeleženec prekinjen, v tem primeru po tem, ko je priklical besedo globoko, in pozvan, da opravi intervju. Sledil je intervju, poglobljen fenomenološki intervju, v katerem sem se osredotočil na strukturo doživljanja besede, priklica besede, pri kateri je bil udeleženec prekinjen. Intervju sem opravil 26-krat o kritični besedi in 20-krat o besedi seznama in enkrat o besedi, ki ni bila niti seznama, niti kritična. Analizo sem opravil v skladu s smernicami poskusne teorije in mikrofenomenološkega načina analize doživljajskih podatkov. Pomembno je, da razumete v bistvu glede analize le to, da je bila induktivna, kar pomeni, da v analizo nisem vnašal nekih teoretičnih predpostavk, nekega znanja, ki ga imamo o tem fenomenu od prej, ampak sem želel, da podatki spregovorijo zase. Analiza je potekala sočasno z zbiranjem podatkov, kar pomeni, da sem takoj po prvih nekaj izvedenih intervjujev že analiziral te intervjuje in te analize so informirale kasnejše zbiranje podatkov. Vse to je bilo narejeno zato, da bi prišli do čim bolj poglobljenega razumevanja fenomena lažnih in verodostojnih spominov. Še ena pomembna točka, odločitev, ki sem jo sprejel v svoji raziskavi, ki je, moram priznati, povzročala kar nekaj izzivov, je, da sem se odločil, da do zadnje faze analize ostanem slep za to, katera beseda je kritična in katere besede so bile predstavljene. Se pravi, ne jaz,
neudeleženci v intervjuju nismo vedeli, kateri spomin je lažen in kateri ne. Razlog za to je očiten, zato da zmanjšamo možnost sugestivnega izpraševanja, zato da zmanjšamo možnost, da bi o eni besedi, za katero bi vedel, da ni bila predstavljena, postavlja vprašanja, ki so drugačna kot o besedi, ki je bila predstavljena. Gremo na rezultate. Prosim, ne brati stvari, ki so prikazane na tem slajdu. Želim samo, da dobite občutek za kompleksnost rezultatov. Na desni strani je prikazana kodirna knjiga. To je nek sistematičen način predstavitve, običajno sistematičen način predstavitve rezultatov kvalitativne analize, ki vključuje neko hierarhično, v tem primeru, razporeditev kategorij, do katerih smo prišli. Kategorije pa niso nič drugega kot vzorci, ki smo jih našli v poročilih udeležencev. Na levi strani je potem primer opisa ene takšne kategorije, ki vključuje ime, red, opis in kakšne primere in včasih še komentarje. Na podlagi teh rezultatov, na podlagi te kodirne knjige, ki je, kot vidite, precej plastična, smo potem skušali priti do odgovorov na raziskovalni vprašanji, v katerih smo želeli biti veliko bolj naravni, veliko bolj želeli smo povedati neko zgodbo, ne samo predstaviti nek tak plastičen okvir. Torej, osredotočimo se najprej na prvo raziskovalno vprašanje, ki je, kakšno je bilo doživljanje priklica pri paradigmi DRM. Morda si mislite, da je priklic precej instanten, sploh če gre za priklic besede. Pač prikazala se je lev, tiger, stol. Nič drugega ni kot beseda. No, izkaže se, da s poglobljenim fenomenološkim intervjujem, na tak način, kot sem ga opisal prej, lahko razkrijemo doslej nepoznano pestrost, kompleksnost doživljajskega procesa, ki se zgodi pred priklicem besede. In ta kompleksnost je precej visoka. Zdaj nimamo časa iti v vse detajle, zato bom predstavil samo poenostavljen prikaz tega procesa priklica, do katerega sem prišel z analizo. Najprej se zgodi nek poziv. Oseba je pozvana k priklicu z aplikacijo. Potem sledi lokalizacija spominske sledi, kasneje obdelava spominske sledi, vznik, morebiti preverjanje in na koncu še izhodna akcija, ki je običajno pisanje besede in potrjevanje besede v aplikaciji. Poglejmo si zdaj nekoliko bolj podrobno te 4 faze med pozivom in izhodno akcijo. Lokalizacija spominske sledi. Poglejmo si kar primer, en izsek iz intervjuja. Soraziskovalca oziroma udeleženca sem vprašal, kaj točno se dogaja v tistem trenutku, ko imaš občutek, da nekako loviš neke gmote oziroma iščeš. Pravi, ja, mislim, da je kakor ta laso, a veš, ko loviš konje, ko vržeš, kakor so kavboji delali, samo da bi to delal v temi, tako da v bistvu ne bi vedel, kaj loviš, ampak včasih nekaj ujameš. In potem vprašam, ta laso, a je to prispodoba za kaj? Kaj misliš s tem? In udeleženec odgovori, ja, laso je v bistvu pozornost, ker mislim, da pozornost tako šiba po tem prostoru in potem kar naleti na nekaj. V času lokalizacije spominske sledi se gre za to, da ima udeleženec neko vedenje, da obstajajo besede za priklic, neko metavedenje, da obstajajo besede za priklic, ampak ni dane še nobene vsebine. Udeleženec še ne ve, kaj je vsebina, niti blage veze nima, kaj je neka vsebina teh besed. Izkaže se, da kaj delajo udeleženci v tem obdobju, v tej fazi priklica, je, vsaj nekateri, precej kaotično iščejo po svojem nekem mentalnem prostoru z pozornostjo sem in tja in to iskanje spremlja pogosto nek občutek dezorientacije,
neka težnja po priklicu, ki ima običajno neko negativno konotacijo in še kakšne druge podrobnosti. Zelo dobro je to opisala tale oseba tukaj, ki je rekla, da je kot da bi v temi lovil nekaj, z pozornostjo lovil neke ostanke spomina. No, ko je enkrat spominska sled lokalizirana, beseda še ni jasna. Potreben je še en dodaten korak. Spominska sled je v bistvu nek groba splošna spominska entiteta. Prisotna je že neka vsebina, neka splošna vsebina tega, kaj želim priklicati, ni pa še dana konkretna beseda. En udeleženec je recimo rekel takole: oblaček se odpre in pridejo podobe. Jaz v tistem momentu še ne vem sploh točno, kaj iščem. Vem, da sem tam shranil in se mi odpre, kar imam, in vidim, ta shema oblačka je dana tam v celoti, na desni malo bolj dislocirano, levi pa srednji del bolj skupaj. Najprej pogledam desni del. No, in ko udeleženec pogleda v desni del, sledi faza vznika. Pravi, in ko pogledam v desni del, mi pride ven podoba. Konkretna podoba vrat, ki sem jo shranil takrat, ko sem si zapominjal zadevo. Govori o času poslušanja seznama. Ne slišim recimo njega, ko reče vrata, vidim pa podobo tistih vrat. Se pravi, faza vznika predstavlja ta običajno končen korak, ko se beseda manifestira v končni obliki na nek način. V tem primeru je udeleženec videl podobo tistih vrat, lahko bi slišal, lahko bi mogoče vedel, brez neke dodatne modalnosti in tako naprej. Včasih se zgodi, da vznik besede spremlja negotovost in če se to zgodi, potem lahko fazi vznika sledi faza preverjanja. Faza preverjanja je lahko zelo podobna ponovnemu priklicu. Udeleženci lahko skušajo priklicati neke ostanke spomina, ki bi nekako podkrepili, da je bila ta beseda res predstavljena. Ena udeleženka je recimo rekla tako: bilo je, kot da sem morala na nekem časovnem traku teh besed ga premakniti nekako tako, da je bila prava beseda v tistem delčku, kjer je bila moja pozornost. Zato je malo občutek tega drsenja seznama levo in desno. Ok, se je ustavil tam pri besedi trg. Tista beseda je bila v moji pozornosti in pol sem vzela ono besedo odprej in sem pač samo nekako primerjala ta zvok, spomin zvoka in zvok, ki sem ga zdaj sproducirala s tem glasom. Obstajajo še več različnih vrst preverjanja in kasneje, ko se preverjanje konča, sledi izhodna akcija. Zdaj, to je približen, poenostavljen potek priklica pri tej paradigmi. Zdaj pa si poglejmo nekaj glavnih ugotovitev, do katerih sem prišel, glede drugega raziskovalnega vprašanja. Se pravi, glede lastnosti lažnih in verodostojnih spominov. Poglejmo si najprej lastnosti lažnih. Kategorija, ki se pri lažnem priklicu pojavi najpogosteje, je prazen koncept. Kaj mislim s tem? Prazen koncept je beseda, ki se manifestira v mojem doživljanju v fazi vznika, se pravi neka konkretna beseda, nek konkreten koncept. In ta koncept je prazen zato, ker je običajno, ker oseba nima občutka, udeleženec ni imel občutka, da je povezana z nekim splošnim občutkom za spomin odprej, da ni povezana z spominsko sledjo. Pogosto je prazen koncept poimenovan kot manj ali pa opisan kot manj jasen, manj konkreten, manj definiran, manj podroben ali pa celo, da je nekako ločen od tega doživljanja, ki je ostal prisoten odprej, ko je udeleženec poslušal besede iz seznama.
Kategorije, ki se pojavijo samo pri lažnem priklicu, so zmedenost, nezainteresiranost in relacijsko neskladje. Zmedenost je precej očitna, gre za to, da je udeleženec bil mogoče imel malo preveč stvari v svojem mentalnem prostoru in je bil zaradi tega zmeden. Nezainteresiranost je mogoče manj doživljajska kategorija, zato ker ni bila prisotna zmeraj, ampak smo o tem sklepali na podlagi nekih indicev ali pa opisov udeleženca. Gre pa za to, da udeleženec ni resno reševal naloge. Gre za to, da je udeleženec sicer reševal nalogo, ampak se ni tako zelo sekiral, če je pa kakšno besedo zgrešil. In zadnja kategorija, relacijsko neskladje, je zelo povezana z tem, da so bili seznami predstavljeni v nekem zaporedju od prve do zadnje besede in udeleženec si je dostikrat zapomnil to zaporedje. In potem je imel včasih občutek, ko je beseda vzniknila, da je vzniknila v napačnem zaporedju, da ni vzniknila na tak način, kot je bila v zaporedju zapomnjena. Vse te kategorije so se pojavile v približno 20% pri lažnem priklicu in nikoli pri verodostojnem priklicu. No, ampak glavna nekako krovna indikatorja, ki sem ju prepoznal, ki nakazujeta na obstoj lažnega priklica, sta pa tok priklica in racionalno iskanje. Tok priklica in racionalno iskanje moramo razumeti, če želimo govoriti o indikatorjih še v kombinaciji z drugimi kategorijami. Sama po sebi nista zares selektivna. Tok priklica, bom za voljo časa izpustil ta opis, gre za to, da ko oseba priklicuje besede in ko smo ta priklic označili s tokom priklica, je bila oseba v močnem fokusu. Besede so se samodejno porajale, brez napora, bilo je precej avtomatično vse skupaj. Oseba je imela občutek, da ima na voljo več besed in imela je močno težnjo po tem, da te besede prikliče čim prej. Vznik ene besede se je pogosto, in to je zelo pomembno, prepletal z vznikom naslednje besede. Ko se je tok priklica pojavil v kombinaciji s praznim konceptom, zmedenostjo, nezainteresiranostjo ali zamenjavo koncepta, je prišlo vedno do lažnega priklica. Zamenjava koncepta v bistvu pomeni samo to, da je udeleženec v poročilih nakazal, da je o eni doživljajski entiteti, recimo, da je videl neko sliko in na tej sliki je bila neka punca s fantom, ki sta se oba dva igrala z otrokom, da je o tej punci udeleženec govoril enkrat z uporabo besede dekle, enkrat pa z uporabo besede punca, pri čemer je punca bila na seznamu, dekle pa ni bila na seznamu. Tako da, če se je to zgodilo v intervjuju, potem smo sklepali, da je šlo za zamenjavo koncepta. Racionalno iskanje je za razliko od toka priklica veliko manj avtomatično. Gre za zelo aktiven priklic, ki je podoben sklepanju. In vedno je prisotna neka mera negotovosti. Ko se pojavi racionalno iskanje, skupaj s praznim konceptom in pomensko skladnostjo, pride vedno do lažnega priklica. Prazen koncept smo si že pogledali prej, pomenska skladnost pa pomeni samo to, da ima udeleženec, ko beseda vznikne, občutek, da ta beseda paše v temo seznama. Okej. Poglejmo si še doživljajske lastnosti verodostojnega priklica. Potem bom povedal še nekaj implikacij in potem bom zaključil. Torej, kategorija, ki se najpogosteje pojavi pri verodostojnem poklicu, je visoka gotovost. Pojavi se kar v 55% pri verodostojnem priklicu in skoraj nikoli pri lažnem priklicu.
Kategorija, ki se pojavi samo pri verodostojnem priklicu, je prepoznava kritične besede v času učenja. Bom demonstriral s primerom, kaj mislim s tem. Pojavi se kar v 30% pri verodostojnem priklicu in nikoli pri lažnem priklicu. In krovna indikatorja, ki sem ju prepoznal, sta visoka gotovost v kombinaciji z nekaterimi drugimi kategorijami in ta kategorija prepoznava kritične besede v času učenja. Poglejmo si najprej, kaj je to visoka gotovost. Visoka gotovost je kategorija, ki opisuje primere doživljanja, ko je udeleženec z res zelo visoko gotovostjo zatrdil, eksplicitno povedal, da je to bila beseda, ki je bila na seznamu. Ni bilo prisotno nobenega dvoma, nobene zmedenosti, nobene nejasnosti, beseda je bila na seznamu. Ko se visoka gotovost pojavi v kombinaciji s povezavo s spominsko sledjo in povezanim in umeščenim konceptom, pride vedno do verodostojnega priklica. Po domače povedano, ko se visoka gotovost pojavi z občutkom, da oseba podoživlja spomin, da je ta koncept, ki je vzniknil, specifično ali pa malo manj specifično povezan z neko spominsko entiteto, ki ji rečemo spominska sled, potem je prišlo do verodostojnega priklica. Povezava s spominsko sledjo se nanaša na fazo obdelave spominske sledi in pomeni, da je priklic na splošno potekal tako, da je imel udeleženec občutek, da manevrira po tej spominski sledi. Ampak to ni bilo vedno res. Pri racionalnem priklicu je recimo udeleženec imel na voljo neko spominsko sled, ampak je imel občutek, da priklic poteka veliko bolj neodvisno od tega. V tem primeru je priklic potekal zelo vezano na spominsko sled in koncept, ki je vzniknil, je bil občuten, kot da je povezan s to spominsko sledjo. V primeru povezanega koncepta bolj na splošno, v primeru umeščenega koncepta zelo specifično, zelo konkretno, zelo definirano. Primer je recimo sledeč. Tukaj je bilo primer prepoznave kritične besede v času učenja je sledeč. Tukaj je bilo zelo izrazit del mojega priklica to, da sem jaz ugotovil, katera je beseda, ki nekako povezuje cel seznam in zame je bila to beseda zelje. In ko sem začel pisati, sem priklical to besedo zelje, kar mi je pomagalo te začetne besede vpisati. Se pravi, pri tem drugem krovnem indikatorju gre v bistvu za to, da je udeleženec pretental nalogo, ugotovil je, kaj je tista beseda, ki jo želimo v njem inducirati in zaradi tega potem ni te besede priklical. Je pa pomembno to, da se je udeleženec res zavedal, da je ta beseda pomembna za nalogo in da je vedel, da povezuje več besed iz seznama, kajti če se tega ni zavedel, se je lahko zgodilo in se je zgodilo v nekaterih primerih, da je ta beseda v času učenja prišla nekako na misel udeležencu, ampak jo je kasneje še vedno priklical, kot da je bila del seznama. Ok, poglejmo si še nekaj implikacij. Zdaj, tukaj bi rad opozoril, da je ta raziskava zaradi tega, ker sem uporabil metode, ki v tem kontekstu še niso bile uporabljene in zaradi tega, ker sem imel samo 11 udeležencev, da je težko delati neke resne implikacije. Še vedno pa lahko poskusimo, si dovolimo malo špekulirati. Torej, primerjava naših rezultatov z obstoječimi raziskavami je pokazala, da se doživljajska struktura priklica, kot sem jo prej demonstriral, ujema z nekaterimi študijami doživljanja priklica v bolj naravnih pogojih, kar pomeni, da je mogoče priklic v laboratoriju, če ga obravnavamo na tak poglobljen fenomenološki način, v bistvu podoben takim priklicom, ki se dogajajo v bolj naravnih okoljih, morda v našem vsakdanu. Naslednjič, visoka kompleksnost in novost rezultatov
priča o tem, da je vprašanje verodostojnosti oziroma lažnosti mogoče res potrebno obravnavati na tak ideografski način, na nivoju posameznega primera spominjanja, oziroma da je to ena linija raziskovanja, ki je smiselna. Naslednja implikacija. Najbolj očitni vzorci, do katerih smo prišli, kot sta recimo tok priklica in racionalno iskanje, so konsistentni z dominantnimi teorijami, z dominantnimi razlagami učinka paradigme DRM, kar namiguje, da si ti krovni indikatorji zaslužijo nek bolj podroben vpogled, da si zaslužijo neko dodatno raziskovanje. In implikacija, ki mi je najbolj pri srcu in mogoče najbolj relevantna za vse vas, za vse nas, je pa sledeča. Izkazalo se je, da samo v 3 primerih ni bilo mogoče prepoznati očitnega vzorca lažnosti ali verodostojnosti. Kaj nam to pove? Zgleda, da smo v doživljajskih podatkih uspeli najti skoraj vedno dovolj informacij za to, da smo lahko rekli, aha, ta spomin je lažen, aha, ta spomin je verodostojen. Iz tega lahko sklepamo, da morda, samo morda, nam boljši vpogled v lastno doživljanje in kritično vrednotenje lastnih procesov, ki so povezani s spominjanjem, lahko izboljša prepoznavanje lažnih spominov. In še zadnja, mogoče nekoliko za lase privlečena implikacija. Nekatere lastnosti lažnega priklica so težnja po hitrem priklicu, kot se kaže v sklopu toka priklica. Občutek zmedenosti, nezmožnost podoživetja in negotovost. Z tega lahko sklepamo, da o prisotnosti stresa, zmedenosti in nizke motivacije smo morda bolj dovzetni za konstrukcijo lažnih spominov. In še to, da negotovost je običajno upravičena. Ok. Jaz bi na tej točki zaključil in mogoče kot zaključno misel bi res omenil ali pa še enkrat ponovil samo to, da rezultati moje raziskave kažejo, oziroma tisto, kar sem se jaz naučil iz te raziskave doslej, kljub temu, da je takšno raziskovanje še v povojih, je res to, da je potrebno biti kritičen do lastnih spominskih procesov, do lastnega spominjanja in do spominjanja drugih. Ok, hvala za pozornost.